Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnji oddaji o kulturi se bomo pogovarjali o knjigi Iz spomina za spomin. V studiu pozdravljam avtorico knjige Ivico Kavčič. Dobrodošli. Dober dan. Konec lanskega leta ste mi poklonili to knjigo, v katero ste strnili spomine na bogato življenjsko pot. Rojeni ste leta 1933, pravzaprav v času Italije. Ja, v času Italije. Takrat so bili pač Italijani tu že precej časa, ne več kot 14 let. Pripoved začnete v vaši Cegovnici, še v letih stare Avstrije, še pred prihodom Italijanov, in zapišete, da je Cegovnica vaš rojstni kraj. Kljub temu, da tam 3 mesece ni sonca, je pa to najlepši kraj na svetu. Kako to? No ja, ne bom rekla, da je to najlepši kraj na svetu, ampak napisala sem, da se mi vedno pokaže vsa soncem obsijana. Čeprav je 3 mesece ni bilo sonca, meni, ko se spomnim na Cegovnico, je zmeraj soncem obsijana. Najbolj zato, ker so bila to otroška leta, ker so bila lepa leta, ker sta me imela oče in mama rada, ne? In ker pravzaprav tudi pomankanja ni bilo, vse drugo pa se je nekako preneslo, ne? Vključno z italijansko šolo in z vsem tem. Otroci smo se igrali, ni tako, kot je danes. Ni bilo tako, kot je danes, ko so otroci za računalnikom. Mi smo se podili po dvorišču, po gozdu, po grapah in zato je to vse soncem obsejano. Prvo izobraževanje ste imeli v italijanski šoli in ste že takoj občutili to nasprotovanje italijanskih oblasti do jezika. Ja, seveda, absolutno. V šoli so zahtevali samo italijansko. Qui si parla soltanto italiano, je povsod pisalo, ne? In recimo, ko me je slučajno učiteljica zalotila, da sem rekla par besed slovenskih, sem klečala vso uro pred tablo za kazen. Tako je bilo to. Hudi časi, prišla je vojna, mamo so odpeljali v taborišče, oče je odšel v partizane, mama se je kasneje vrnila, pa so prišli Nemci, pa so spet Nemci odpeljali v nemško taborišče, vas so ulovili domobranci. Kaj vse ste preživeli v tem obdobju? Ja, to je bilo pravzaprav, to pa ni soncem obsijano, ne? To je pa zelo hud čas. Najprej je že v začetku leta 1943 odšlo 22 mož v partizane iz Cegovnice. To je bila posebna akcija, ne? Ki jo je vodil moj stric, mamin brat. Šli so v Vojkov tabor. Ustanovili so posebno četo, ledinsko četo, tam v Idrijšku. No in potem, seveda to je bila odmevna akcija, to je med Italijani odmevalo, a ne? In zato so kmalu po tem dogodku prišli v Cegovnico z takimi terenskimi avtomobili in odpeljali vse žene teh ali pa matere, sinov, a ne, ki so odšli, in žene mož, ki so odšli. Vse te so odpeljali v grad, potem v zapore v Trstu v Gorici in na koncu v taborišče v južni Italiji, Frascati, provincia Frosinone, to je malo od Rima naprej. No in ko so prišli v naše stanovanje, ne, jaz sem bila takrat stara 9 let, ko so prišli v naše stanovanje, seveda je bilo grozno. Jaz sem jokala, se oklepala enega postavnega tenenta, seveda mu nisem segala niti do pasu, ne. In pustite mi, mamo, lasciatemi la mamma, ne. Lasciatemi la mamma, kar naprej ki v njega. Toliko časa, da je mož sedel na stol v kuhinji, me vzel na kolena, rekel svojemu pribočniku, naj pogleda v spiske, če je pri mami še razen tega, da je šel oče v partizane, če je še kaj napisanega, in ker ni bilo, se je odločil, da jo pusti. To je bilo za mene še danes nenavadno. No, seveda mama ni bila vesela, ne, tega, ker je bilo prehodoro, so vse ostale ženske odpeljali, njo pa pustili, ja, ne. Ampak potem smo šli v Rideršek, smo se tam skrivali, da ne bi spet prišli takoj po njo, a ne, 14 dni.
Potem smo šli na Kovačev rod k stari mami, ampak tam so pa kar malo prišli in na velikonočni ponedeljek so mamo prišli iskat psi, takrat so imeli pa vse s sabo in ni jok več pomagal. Mamo so odpeljali, so jo zaprli najprej v Idrijo, v Idrijski grad, potem na Kostanjevico v Gorici, v Trstu in kot sem rekla v Južno Italijo potem. Tam je bila do razpada Italije. Razpad Italije je prinesel neko upanje, da bodo časi drugačni, a so prišli Nemci, ne? Ja, seveda, mislim, takrat je bilo strašno veselje, ko je Italija razpadla. Takrat se ni pravzaprav nič, saj mi, navadni ljudje, nismo nič drugega mislili, samo da je to krasno. Sam seveda takoj potem, mama je ušla iz taborišča, je šla, je prišla iz taborišča in takoj je seveda spet začela delati za partizane. Nemci, vmes, ko sem bila pri stari mami, so že prihajali Nemci, cele kolone s tanki, čez Kovačev rod v Idrijo, No, potem se je vrnila mama in spet začela delati za partizane, zbirati. Ona je bila strašno aktivna, zbirala je obleko, obutev, denar, vse mogoče in to so nosili potem skupaj. Me je zmeraj s sabo jemala, so nosili na vojsko, v Cerkno, vse te dolge poti, ki jih tudi opisujem. No in potem, ker je nosila pa tudi pošto, vsak teden tu k Lipuščku je bila žena od Viktorja Lipuščka. Je bila nekak center, se je zbiralo informacije. Obenem je pa zakrivala, da je imela tudi restauracijo in so Nemci hodili not. Tako da so... In mama je nesla enkrat k njej 14 pisem. Imela jih je skrite v pasu za nogavice. Ko je pa prišla iz Cegovnice, mislim, v Cegovnico se je lažje pošta zbirala, ker je bila izven bloka. Blok je bil pri Debeli skali, mi smo bili pa izven, in tam se je potem ta pošta partizanska lažje zbirala. No, in je nosila to k tej Lipuščkovi, Ko je pa prišla do trafike pod gorami, je šla noter in mislila kupiti tobak, da bi ga po čem očetu nesla na vojsko. Je pa odzad jo prijel domobranec in je rekel, gospa, vi boste šla pa z nami. In seveda se je prestrašila, kaj bo zdaj s tistimi pismi, Ampak se je dobro znajdla, je rekla, da jo je prijelo na stranišče, naj dajo me nek papir, je ta Tončka, ki je bila tam lastnica, je dala papir, je šla v nadstropje na stranišče, na Štrbunk seveda, se je usedla, poskusila malo zmečkati tisti papir, takoj je domobranec pa za njo, In takoj, ko je tisto zmečkala, je odprl vrata. Torej, ne bo nič s tem, da bi pisma ven dala, In se je spomnila, da je potem pas odpela, ga zložila, ga položila ob deske na stranišču in šla ven. On je pogledal noter, ampak na tisto ni bil pozoren. In tako je rešila sebe, pa najbrž še mnogo drugih. To mislim, da je bilo res domiselno dejanje. Čeprav kasneje so vaju z očetom domobranci ujeli v Idrijski Beli, ne? Ja, jaz sem bila potem, ko sem mamo drugič takrat zaprli, sem vsem ostala seveda na cesti sama. In sem šla v Cegovnico, hotela sem z njo, ampak mi niso pustili. Sem šla v Cegovnico, k sebi me je vzela Pepa Mervic, to je mama od kasnejšega direktorja Stanka Mervica, in pri njej sem bila potem kar nekaj mesecev. No, od tam iz Cegovnice smo pa še vedno nosili pošto pa v belo, največ v belo, in to največ otroci. Najbolj aktivna, se spomnim, je bila Fanči Gregorčičeva, takrat se je pisala Šulgaja. No, pa drugi tudi smo nosili, ona je bila en leto starejša. No, in enkrat, ko sem bila v Beli, smo bili zbrani pri Fežnarju, tam, kjer je danes gostilna. Tudi takrat je bila gostilna. Samo da ni bilo šanka, kot je danes, tam je bila peč, krušna peč, klopi so bile pa ravno tako okrog. In notri nas je bilo enih 8 partizanov, pa Medved še z eno malo starejšo, Olgo Zajčevo iz Cegovnice.
In naenkrat se odprejo vrata, na vratih en četnik, takrat sta bila v Idriji med domobranci tudi 2 četnika in tisti četnik spusti rafal čez naše glave, potem butnijo noter, a ne vsi ostali, razorožijo partizane, poberajo starima 2 tam, ki sta bila v tej gostilni, vse, kar je bilo, vsak mu dajo nekaj za nest, očetu so dali eno vrečo fižola. In potem so nas gnali po strugu dol. Ko pridemo tam pred pokopališče, je oče vprašal, bila sva zadnja, ne? Oče je bil malo starejši od drugih, ker je bil letnik 99, je bil že sorazmerno star takrat, ne? A smo zadnji, nekako tako mimogrede. Ja, je rekel, in takrat je on vrgel tisto vrečo temu domobrancu pod noge, sam skočil pod cesto, tekel proti Idrijci in se čez Idrijco, to je bilo februarja, ne, čez Idrijco na drugo stran in se skril pod slap od vode in zrak. Tu jaz nisem vedela, kaj naj naredim, zdaj ostala sem tam sama. Najprej sem mislila, da bi šla na drugo stran ceste, ampak zdaj tam me bojo dobili, ja, ne. In potem sem šla mimo vseh, bila sem mičkana, ne, in sem šla mimo vseh, me niso opazili, ker so gledali na ono stran za očetom. Sem mislila, da bomo na klikarci šla v hišo, ampak je bilo zaprto. Sem šla zadaj za eno skladovnico drv in ob tnalo počenila in tam čepela vso noč. Do 4 zjutraj, ko je šel Ivan Peljhan iz Segovnice, še zadnji rudar, ki je bil takrat na šiht, sem vstala in komaj prišla, mislim, sem zelo težko že vstala. Prišla do njegove mame, mi je dala eno veliko šalco vročega kafeta, ne. Drug dan so prišli pa pome, domobranci, in so me zaprli v grad. Tam so mi potem rekli čez nekaj dni, da me bojo poslali v otroško taborišče v Nemčijo. No, je pa očetova sestra Kati, poročena Šebenik, njen mož je bil nadzornik v topilnici. Oni niso bili, reka, kompromitirani s tem, da bi delali za partizane, čeprav so bili na naši strani. Ampak je pa znala dobro nemško. In je Nemce sprosila, da so me dali k njej. In potem sem bila do njej do konca vojne. Konec vojne je prinesel gotovo veliko olajšanje. Kasneje ste obiskovali šolo tukaj v Idriji in iz Idrije v Postojno, v nižjo gimnazijo. V Postojno, tam so bili vaši sošolci Andrej Črnologar, Tomaž Pavšič, Cveto Prelovec, znane javne osebnosti. Seveda. Iz Postojne pa v Ljubljano na univerzo. Je. Kemija. Ja? Kako to? Kemija. Pravzaprav ne vem, kaj bi na to odgovorila, kako to. Veselila me je in humanistika in kemija. Tako da sem malo oklevala prej, ali bi šla na slavistiko ali na kemijo. Ampak potem sem se bolj iz praktičnih razlogov odločila za ta poklic, ker sem zmeraj gledala naprej, da bo pač treba dobiti službo in kolikor se da v redu službo. Ampak me je pa veselila kemija, smo imeli najbrž tudi dobre profesorje. Prvo službo ste dobili leta 1958 pri rudniku in leto oziroma 2 leti pozneje ste prevzeli vodenje kemijskega laboratorija. To je bilo strokovno in zahtevno delo najbrž. Ne bi rekla, da je bilo to v začetku tako zelo strokovno delo, ker tu so bili utečeni postopki, kontrole rude, ostankov, dimnih plinov, vsega tega, kar se v topilnici odvija. To ni bilo tako zelo hudo strokovno. Sem pa želela delati strokovno. In zato sem takoj, ko sem prišla, razmišljala, česa naj se pravzaprav lotim. In potem sem se odločila, kar mislim, da je bilo takrat edino možno in logično, da nadaljujem s tistim, kar sem v diplomski nalogi začela. To je bila proizvodnja živosrebrovega klorida, spojine živega srebra s klorom, sublimat, tudi rečemo, uporablja se za dezinfekcijo in za razne druge stvari.
in je bil dosti iskana surovina. In potem sem to razvijala v večjem merilu, iz tistega laboratorijskega v industrijsko, tako da smo potem pridobivali tam v eni šarži po 50 ton tega zelo, zelo strupenega, zelo strupene snovi. Ta vaša odkritja oziroma inovacije, recimo temu tako, so opazili tudi vaši drugi kolegi in leta 1975 ste dobili nagrado sklada Borisa Kidriča za iznajdbe in izpopolnitve. To je kar odmevalo takrat. Ja, ampak to je bilo že, ste povedali, 75. leta. Takrat sem pa že sodelovala spet z univerzo in z inštitutom Jožefa Štefana. Namreč ugotovila sem potem, da nove stvari težko sam razvijaš. Moraš imeti neko sodelovanje ljudi, ki spremljajo stvari, ki so, bi rekla, tudi pripravljene s tabo sodelovati. Oni bolj z teoretskega stališča, jaz bolj z praktičnega. Ne? In tako sem s profesorjem Slivnikom, ki je takrat pokrival kemijsko tehnologijo na univerzi v Ljubljani, vzpostavila kontakt in skupaj smo potem iznašli nov postopek za pridobivanje pa rdečega živosrebrovega oksida. To je bila spojina, ki se je uporabljala za izdelavo baterij, teh majhnih baterij za srčne pospeševalnike, za slušne aparate. To je bilo dosti dobro, bi se to prodajalo, če bi tega več naredili. Je pa prej že v Idriji so pa prej že začeli, že pred mano, pa izdelovati rumen živosrebrov oksid. Proizvodnjo tega je prevzela, takrat, ko sem jaz prevzela laboratorij, je proizvodnjo tega prevzela inženir Jagrova, ki je bila pred mano tu. Ampak ta rumen oksid se dosti lažje proizvaja, ni zahtevna proizvodnja. Medtem ko pri rdečem je pa treba dobiti delce, osnovne delce, ki so v mikronih, čisto določene velikosti, od 7 do 10 mikronov. In to ni bilo lahko. Zato smo to potem lahko le skupaj z univerzo in z Jožefom Štefanom naredili in dobili vsi trije, profesor Slivnik, moj sodelavec Jožefa Štefana in jaz nagrado za inovacije pri skladu Borisa Kidriča. To je bilo leta 1975, samo 2 leti pozneje pa je rudnik padel v globoko krizo. Ja, tako je. 10. marca leta 1977 pišete v svojem dnevniku oziroma knjigi: skočili smo v globoko vodo brez dna, takrat sem bila namestnica direktorja rudnika, ki se je potapljal. To je bilo prvič v 500-letni zgodovini najbrž, da je rudnik se soočil s tako resno krizo. 1. aprila tistega leta pa ste zaprli še delovanje rotacijske peči. To ni bila prvoaprilska šala, ne? Je. Kakšni časi so bili to hudi? Mislim, teh časov se najbrž, danes marsikakšen kolektiv že lahko razume, kako je bilo. Takrat pa ni bilo tako, bi rekla, enostavno. Mi smo mislili, da bo rudnik večen, nihče ni nikoli pomislil. So bila nihanja, tudi prej že cene gor, dol na svetovnem trgu, pa se je z zalogami to premostilo ali pa kakorkoli drugače. Zdaj pa je šlo kar dol, od največ $800 za jeklenko živega srebra je padlo pod 100. Lastna cena proizvodnje živega srebra z vsemi stroški in z vsem je bila pa 500. Kako boš zdaj? Ni bilo več mogoče delati. No in takrat se je pač zgodilo tako, da je tedanji direktor Niko Medved je zbolel, je nenadoma padel v nezavest v pisarni in jaz sem potem, smo šli z sekretarjem ZK Rudnike Prelovcem Ivotom na občino k predsedniku Cvetu Šugaju in gor smo se pogovarjali, kaj naj zdaj naredimo. Treba bi bilo pa takoj še mesece dni narediti sanacijski program, napisati zaključni račun, dobiti sredstva za plače in sploh za poslovanje pri bankah. Ampak nihče ni hotel več, glede na te velike razlike v cenah, banke sploh niso hotele več dajati denar.
In zato je bilo to, reka, nemogoča situacija. Ne? In takrat sem pravzaprav rekel, dobro, smo se zmenili, ampak v bistvu sem sama nekako pristala na to, da prevzamem vodenje, začasno vodenje podjetja. 500 ljudi, 500 knapov ste morali prezaposliti. Kam? Ja, kam? Ja, to je bil velik problem. Velik problem je bil že to, reka, za mene je bil to največji problem, to, ker je izvršni svet, se pravi takratna vlada, ki je bedela nad tem, kaj se bo z rudnikom zgodilo, zahtevala, da jim pošljemo seznam 200 delavcev, ki jih bo ostalo pri rudniku. Kako naj zdaj to naredimo izmed 800? Kako, ne? In to je bil za mene, reka, največji problem v začetku. Pogovorila sem se z enim pravnikom v Gorici, kaj naj naredimo, in mi je svetoval, da naj pač pripravimo kriterije, po katerih bi naredili to selekcijo in potem to damo na referendum, v potrditev. In to smo naredili z veliko, bi rekla, vloženega dela, da smo ljudem razlagali, kako je to treba in kako druge poti ni. In potem se je bilo potrjeno na referendumu ti kriteriji in potem je komisija rudniška po teh kriterijih izbrala teh 200 ljudi, ki so ostali za vzdrževanje rudnika. Rudarji so bili tudi zelo prizadeti zaradi tega. Prvič so se znašli v taki situaciji, da podjetje praktično umira. Sami so se organizirali in načrtovali celo stavko. Ja, to je poseben dogodek, za katerega pravzaprav še danes ne vem, kje mu je izvora. Skupina 100 mlajših rudarjev se je takrat usposabljala, že prej, se je usposabljala za delo strojnika. In obljubljeno jim je bilo, da bojo dobili svojo firmo. Ko pa sem to prevzela, so mi na banki in na inštitutu banke odgovorili, da to rudnik zdaj, seveda, ker je bil v taki situaciji, ne more ustanoviti firme, kar je logično, da lahko to firmo ustanovi eno od strojnih podjetij, da bojo pa to podprli. In potem sem se obrnila na podjetje za strojgradnjo, ampak nihče od tistih podjetij, ki je njih 10, Lito, Strojgostov, IMP, vsi mogoči, vsi so bili združeni noter, tega programa ni hotel sprejeti v svoj program. In zato pač to potem ni bilo možno financirati tega programa. Seveda, ljudje so bili pa pripravljeni, da bojo tam dobili delo. In potem so se zdaj, kako so se organizirali, so se sami, a jim je kdo prišepnil, ali kaj, to še danes o tem tudi ne razmišljam dosti. Dejstvo je, da me je na to, jaz sem jim, tem delavcem povedala, da sem se pa prej zmenila z IMP-jem Ljubljana, da bojo namesto, da bi tisto firmo ustanovili, da bojo oni prevzeli te delavce. In so pristali na to. Takrat je bil direktor Krumpak tam. Tu pa direktor Pavle Troha. In so pristali, da bojo dobili nov program v Idrijo in da bojo te delavci lahko šli na IMP. Ampak oni s tem niso bili zadovoljni, ti delavci. Niso bili zadovoljni. Oni so hoteli svojo firmo. Jaz sem jim to razložila prejšnji dan, kakšna sprememba je, in da je to pravzaprav edina možna. In predstavniki teh delavcev so nekako to sprejeli. Na kar mi zvečer istega dne telefonira profesor Šebek, to je bil profesor psihologije na Ljubljanski univerzi. Je pa tu deloval v eni skupini za proučevanje delovnih mest, kjer sem tudi jaz sodelovala pred tem. No, in mi je rekel, glej, pripravljajo ti stavko. Takoj zjutraj jih moraš sklicati. In to sem tudi naredila. Zbrali smo se v sejni dvorani na rudniku in so prišli vsi, mislim 70 jih je bilo, ne 100. Ampak so bili jezni, so kričali.
No, obvestila sem tudi občino, ne, in je prišel predsednik izvršnega sveta, grof je prišel dol, da mi je pomagal to razlagati. Ne. No, ampak ni nič pomagalo, so bili jezni, so kričali in potem je meni v enem trenutku prekipelo, sem darila z roko po mizi in sem rekla, glejte, tako to ne gre. Če se bomo pogovarjali, se lahko pogovarjamo. Jaz sem prevzela to čisto prostovoljno, to delo, nihče me ni v to silil, zato zdaj sem imela soglasje kolektiva in sem rada delala, veliko smo že naredili, če bo pa situacija tak, več je tistih, ki bojo težje dobili delo, kot pa vi, ki ste mladi in usposobljeni. Če ne bom imela soglasja v kolektivu, ta moment jaz to odstopim in potem, kakor bo, pa bo. Ne? No in to je pomagalo. So začeli razmišljati in smo se potem čisto normalno pogovorili in iz te dvorane odšli. No, ko sem prišla, pa jaz sem potem hotela to povedati predsedniku skupščine Cvetu Šugaju. Ne, sem se zapeljala s fičem na trg. Tam sta pa stala načelnik za notranje zadeve in komandir milice in me debelo pogledala, ko sem jaz prišla. Jaz sem se samo usedla nazaj v avto in šla domov, zjokala mami in potem se pač smo šli na sprehod, kot sem napisala, in je potem pošlo se. To se pravi, da so vedeli, ja, ne? Da so vedeli. To me še danes pravzaprav se mi čudno zdi, ja, ne? Zakaj? Zakaj nisem razrešila, niti do danes ne. Bo ostalo najbrž skrivnost za zmeraj? Najbrž. Vaša življenjska pot se je stalno prepletala tudi z vašim aktivnim delom v družbeno-političnih organizacijah. Bila ste zvezna in republiška poslanka, tudi na uglednih funkcijah, delegatka v Zvezdnem zboru Skupščine Jugoslavije in podpredsednica zbora Združenega dela republiške skupščine. Tam ste prvič nastopili mandat leta 1963 in kmalu berem v vaši knjigi, se vas je prijel vzdevek ta huda poslanka. Ja, to mi je rekel en minister takratni za promet. Vedno pa na volitvah na nove funkcije niste bili uspešni. Povejva, da sta vas premagala na primer vsak po enkrat Mirko Tratnik in drugič Tomaž Pavšič, da ne bi mislili, da vam je bilo vedno z rožicami poslano. Ne. No, prvič je bilo še... Prvič sem bila poslanka 4 leta, potem so me v republiškem zboru, to je bil glavni zbor, 63-67, potem so me predlagali iz ene krajevne skupnosti, to se pravi dole, tam, kjer so me bolj poznali, in ker so pravzaprav vedeli tudi, da sem aktivna bila, ne, so me predlagali ponovno za gospodarski zbor. Ampak v občini so se takrat politiki in vsi dogovorili, da bo to Mirko Tratnik in seveda nisem imela menih šansa, ne, normalno. No, drugič je bilo pa v novem sistemu, a ne, leta 90, takrat so me pa tudi nekateri nagovarjali, da naj kandidiram spet, a ne. Tako da za poslanko v republiško skupščino, ne. No in takrat smo bili še drugi, pa Tomaž Pavšič in seveda je Tomaž Pavšič dobil večino glasov. Koalicija Demos, se pravi od leta 1973 do 1977 ste bili delegatka v Zvezdnem zboru Skupščine SFRJ v Beogradu in v knjigi pišete tudi dogodek, ko so vam zaradi vaših stališč celo grozili. Ja, bi rekla, grozili. To sej povem, no, to je bilo bolj v afektu. Ne. Jaz sem, pravzaprav v bistvu sem preprečila sprejem enega zakona zvezdnega, ne, ki je bil v pristojnost, jaz sem članica zvezdnega, ne vem, če moram to pripovedovati, da sta bila Zvezdni zbor pa Zbor republik in pokrajin, ampak to je preveč dolgočasno za poslušati. Ne. V bistvu sem s svojim nastopom preprečila, da ta zakon ni bil sprejet. Zakon, v katerem so bile neke republiške obveze.
delitev pristojnosti, delitev sredstev ali pa zbiranje sredstev iz raznih republik v zvezdno v Beograd. No, bilo je pa tako, da je minister za finance Momčilo Cemović, to je bil en Črnogorca, je nam delegatom uvodoma povedal, da je to čisto enostavno, da to, kar bomo zdaj sprejeli, dali so nam pa na klop so nam dali, tik pred sejo zakona, in da je to, da je sve je več usklađeno, vi morate slobodno da glasate. No, oglasil se je naš vodja, dr. Joža Vilfan, da kolikor ve v Sloveniji ne podpirajo tega, in da prosi, da to umaknejo z dnevnega reda. Ampak ta Cemović je šel še enkrat gor in je spet govoril, ja, to nije več vse usklađeno. No, potem sem šla pa jaz, in sem rekla, da lepo prosim, da naj ne mislijo, da smo delegati lutke, da bomo kimali, kadar bojo oni potegnili za vrvico. In da lepo prosim ministra, da zakon umakne z dnevnega reda. In ga je umaknil. Ampak potem smo se pa sprehajali, to je tisto, kar ste vprašali, smo se pa delegati sprehajali po tistih starodavnih skupščinskih hodnikih in jaz sem se z enim srbskim delegatom, on je pa tudi z nekom prišel nasproti in sva se srečala. In sva se ustavila in je hrdo me pogledal in je rekel, vratit ću vama 10-struko. Pričekat ću ja vas na jednom okuku, to se pravi na jednom ovinku vas bom počakal in vratit ću vama 10-struko. Ampak to je bilo afekt, to ni bilo tisto sistemsko grožnja, to je bilo afekt človeka, ki je bil prizadet, to je bil Črnogorc, tak ponosen Črnogorc in zdaj, da mu tam ena baba iz Slovenije nekaj to prepreči, to mu pa res ni šlo v račun. Nič ni bilo od tega, to ni bila taka uradna grožnja, ampak čisto človeška. Jaz sem jo tudi tako razumela in tudi nič se ni zgodilo zaradi tega. Ja, sredi mandata vas najdemo potem na novem delovnem mestu, odšli ste v Novo Gorico za direktorico službe družbenega knjigovodstva, kjer ste imeli zaposlenih 220 ljudi. Službo pa ste nastopili dan po smrti predsednika SFRJ Josipa Broza Tita. Ja. To so bili prelomni časi, ne? Ja, seveda so bili prelomni, predvsem zaradi smrti maršala. Noben ni vedel, kako se bojo stvari odvijale naprej. No, kako so se vemo. Ja, pišete tudi, da so kasneje z ukinjanjem SDK-ja, da se je v državi ukinila ena zadnjih obrambnih linij pred goljufijami in kriminalom, ki mu sedaj ni videti konca. Tako je, tako je. Kaj je pravzaprav počel SDK? Ta SDK je vršil promet z poslovnimi sredstvi. Ves promet, razen obrtnikov, je šel preko službe družbenega knjigovodstva. Računovodje so vsak dan prinašali plačilne naloge na SDK, tam jih je kontrolor pregledal, če je ugotovil, da ni napake, jih je dal naprej v obravnavo, če je ugotovil napako, je zavrnil. In tako, razen tega so potem, in tako je to šlo, vsakodnevna kontrola. Razen tega se je vršila tudi tako zvana eksterna kontrola, da so pošiljali inšpekcije gledati, kako se vodi računovodstvo, a se prav kontira ali se ne. In seveda pisali zapisnike in tako naprej. Skratka, držala je roko, ta služba je držala roko nad celotnim prometom finančnih sredstev, vključno z bankami. Tudi banke smo skontrolirali. In to, ko se je potem sprostilo, ko se je potem z novim sistemom to prešlo na davčno upravo, ki ima čisto drugačne pristojnosti, se je to začelo, kot pravimo. In mislim, da temu res še danes ni konca in ne vem, če bo kdaj bo. Tako pač je in mislim pa, da to ni samo moja ugotovitev. To ugotavljajo, to so že nešteti strokovnjaki ugotovili pred mano in tudi javno povedali. Ta ukinitev SDK-ja, kaj je bila. Ja. V letu, ko je eksplodiral reaktor v Černobilu, ste prevzeli mesto predsednice skupščine občine Idrija.
danes bi temu mestu rekli župan, takrat je bil to predsednik. V vaši knjigi pišete zelo zanimiv podatek, in sicer, da je bila takrat, ko ste vi prevzeli to funkcijo, Idrija uvrščena med 530 občinami takratne Jugoslavije na 8. mesto v veliki državi in na 7. mesto v Sloveniji po dohodku in po uspešnem gospodarstvu. Tukaj govorimo o ETI kolektorju Iskri. Tako je. Tako je. To analizo je izdelala ena ekonomska revija, ena beogradska ekonomska revija in jo imam še doma. Ta podatek je točen. Ne? Tako je bilo. Takrat je bila Idrija rekla, zelo uspešna. Ne? Te firme, te 3 firme nosilne, ne? Pa tudi vse druge. Je bilo kar, rekla, po tistem, ko se je zaradi propada rudnika, ko je pravzaprav Slovenija pomagala, da se je dobilo sredstva za pomoč drugim podjetjem, ki so prezaposlile rudarje. To je zelo pomagalo, da se je potem gospodarstvo dvignilo in je bilo na tem mestu takrat, kot sem rekla. Pri tem je treba še povedati, kaj prej, ko so govorila o rudniku, to, da so prišla sredstva v Idrijo, od bank, tudi ni bilo kar tako enostavno. To tudi pišem, kako je bilo treba na sestanku, kjer so prišli, na enem sestanku v Idriji, kamor so prišli vsi glavni predstavniki republiške vlade, bank in vsega, zelo odločno zahtevati, da so se odločili takrat, da bojo pokrili našo zgubo rudniško in dali sredstva za razvoj občine. Ampak potem je to steklo. Seveda tudi jaz potem sem po nekaj mesecih vodenja rudnika, je prišel direktor nazaj, jaz potem nisem več v tem delovala, ampak naprej so še delovali, seveda izvršni svet, zavod za zaposlovanje, vse to. Uspešnemu gospodarstvu so morale slediti tudi izboljšave v okolju. Kot predsednica skupščine občine Županja ste se zavzemali za regulacijo Idrijce in izpeljali velik projekt, ki ga še dolga leta bomo z veseljem se spominjali najbrž. No, to moram popraviti. To ni samo moja zasluga, ampak jaz mislim, da je to glavna zasluga pokojnega Silvija Blaja. Saj najbrž ste ga poznali. Ja. On je bil strašno angažiran, direktor Soškega gozdnega gospodarstva, tudi predsednik vodne, takrat so bile vodne skupnosti. Ni bil sam proračun občinski pa republiški, kjer so se zbirala družbena sredstva. Ampak so se zbirala tudi posebej na nekih računih, te ustanove so se imenovale skupnosti in za vodno gospodarstvo je bila vodna skupnost. On je bil predsednik te vodne skupnosti območne, član pa tudi republiške in je s svojim nastopom pravzaprav dosegel, da so namenili sredstva za regulacijo Idrijce. No, jaz sem pa tisti moment prišla, ko je bager zasadil prvo lopato v Idrijco. In so potem, seveda sem pa bila zelo zainteresirana in sem se zelo angažirala, da je potem pa to teklo. Namreč v začetku je izgledalo, kot da bojo samo poglobili Idrijco in da bo to, tudi so bili kar plakati zunaj Idrijca betonski kanal. In to seveda nismo smeli dopustiti. Kaj naj zdaj naredim? Sem spet vprašala Silvija. A veš kaj je rekel, poklič Belo Bukviča, to je bil en gozdarski inženir, ki je bil predsednik revizijske komisije. Je rekel, poklič ga pa povabi ga videti, bomo tu imeli sejo, ga bomo prepričali, poskusili prepričati. In potem je res prišel, je bil zelo prijazen človek. V Celju je sicer bil predsednik tamkajšnje skupnosti. In potem smo uspeli, da so v to regulacijo vključili atelje za projektiranje, ki ga je takrat vodil Milan Božič. In atelje za projektiranje je potem pripravil projekte, da je bila Idrijca lepo regulirana, da ni izgledalo samo tako, nek kanal. No, jaz moram reči, da sem se pa zelo prizadevala,
da bi ob tem tudi, bi rekla, nazaj vzpostavili Mejco. Mejca je bila v tistem času, ko je rudnik že propadal, so jo zasuli z jamsko jalovino. In potem še z drugimi odpadki in je bilo grozno. In meni je bilo to zmeraj grozno. Ne. No in takrat smo dosegli tudi to, da so tudi to ureditev, glavno ureditev Mejce, vključili v ta program in pozneje smo ga še v samo prispevek, da je zdaj potem taka, kot je. In zmeraj, kadar grem tam mimo, sem kar ponosna na to. No. Kako tudi ne. 5. občinski samoprispevek je bil na referendumu, ne? In večina je glasovala za, čeprav s takim tesnim rezultatom 50,36% je bilo za. So natančno šteli takrat, ne? Ja, to je komaj, da je šlo skozi. Namreč, jaz sem prišla ravno takrat, ko je prenehal 4. samoprispevek. In začela razprava o tem, ali bomo še razpisali. Ja, ne? Prej se je gradilo šole in tako naprej, razne stvari. Ja, ne? No, mislim, takrat niso bili preveč za, seveda, sploh ne ljudje, ki so bili obremenjeni s temi 2%, pa tudi politiki niso bili preveč navdušeni. Najbolj sta bili zainteresirani vidri za novo šolo. Ne? Ravnateljica Nelka Flander, pomočnica Anica Makuc, vem, da sta bili najbolj zagreti za to, da bi vendarle to uspelo, ker so se otroci sprehajali od stare šole pa dol do polovica šole je bilo dol, polovica na placu in otroci so se sprehajali gor pa dol. In to je bilo tudi nevarno. Ne? Tako da so bili zelo zainteresirani, da bi dobili drugo fazo šole. Ne? No in potem smo se odločili tako, da pa vsaki krajevni skupnosti rečemo, naj sama pripravi svoj projekt, naj ga uskladi z ljudmi, da bojo ljudje začutili, da rabijo tisto in da je potrebno, da vložijo svoj denar tudi tja. Ne? In tako je potem tudi ratalo, ljudje so se odločali po krajevnih skupnostih, v glavnem takrat za ceste, za telefonijo, za Morniške Vežice, no in kot sem rekla, videli za šolo, v Cerknem za dom upokojencev, v Spodnji Idriji tudi za razne stvari, za razne prostore, ki jih imaš za kulturno dvorano v Spodnji Idriji. Tako da so bili v kraju ljudje vendarle zainteresirani. Ampak glede na to, da prej ni bilo prevelikega interesa za to podaljšanje, jaz sem se zelo bala, da to ne bo šlo skozi. Ja, ne? In je šlo tisto pično večino. Slabim odstotkom. Šola danes stoji in lepo služi. Ja, šola stoji, ljudje na podeželju so še vedno zadovoljni, ker se je takrat ogromno cest naredilo, ne? In v Idriji, in v idrijski okolici, v Ledinah sem zadnjič, zmeraj se rada srečujem s temi ljudmi iz tistih krajev, ker so dobili eno možnost povezave z Idrijo. Recimo Jagršče z Želinom, to ni bila enostavna zadeva, ne? Pa most preko Idrice, pa Krnice z Spodnjo Idrijo, to so bile, veste, veliki angažmaji za to, da si dobil, ker teh sredstev potem ni bilo dovolj, ne? To je bilo samo del sredstev iz samoprispevka, drugi smo morali potem zbirati še drugje, ne? Pri sponzorjih, pri bankah, pri teh interesnih skupnostih. Ampak pa so ljudje še zmeraj se radi pogovarjamo o tem, ko jih srečujem, da je bilo to lepo. Ne? 8. januarja leta 1989 je kamniti plaz iz Nivča zasul bolnico Franjo en del in dostopne poti. Tam ste pomagali pri sanaciji, za kar vam je tudi predsednik Milan Kučan kasneje podelil visoko državno odlikovanje. Kako se spominjate teh časov? Ja, to je spet posebno. Veste, teh posebnih dogodkov imam res kar precej. Poseben dogodek je zato, ker se je to zgodilo ravno čez praznika. Ne? In ko sem prišla v službo, na občino, jaz nisem to nič vedela. Ne? Preprosto me niso obvestili.
To je taka uganka, kot je tista pri tisti stavki na rudniku. Zakaj? Zakaj? Konec koncev bi to bila dolžnost raznih, ampak me niso. Ne? In tajnica mi je povedala, da jih pač ni, da so v Cerknem, ker razpravljajo o tem. Ne? In potem sem se usedla v avto, šla v Cerkno in tam bili so nekako, rekla, seveda so bili vsi zaskrbljeni, to je bilo grozno. Ne? Franja, to je pojma. Ne? In zdaj, da je vse to porušeno, mislim, teh nekaj objektov in zasuto in vse to. In potem sem takrat v bistvu tudi sama rekla, gledajte, zdaj bomo to bomo zdaj javili na najvišje organe v republiki in na vse strokovne organe, ker Franja ni samo naša. Franja ni samo indijska, Franja je državni spomenik in morajo vsi sodelovati. In razen tega bomo ustanovili odbor za sanacijo in vodenje tega odbora bom prevzela. Točno tako se je to zgodilo. No. Moram pa reči, da je pa, bi rekla, operativno vodenje prevzel samo Bevka, ne bil takrat direktor muzeja, bi rekla, zelo uspešen direktor in tudi potem je to zelo dobro vodil. Smo se pa skozi usklajevala, ne. So se pa vse skozi usklajevala, tako da so se dobivala in je to res lepo steklo in cela akcija, no, se samo o tem veliko piše v posebni knjigi, ne. Je to zelo lep, bi rekla, občutek, tudi da smo to takrat s skupnimi močmi, ne, Slovenija, da je to rešila. Ne. Velik projekt je bil tudi proslavljanje 500-letnice Idrije. Tudi tam ste bili na čelu te ekipe. Proslava je bila odmevna in takrat je Idrija dobila neko tako posebno mesto tudi v zavedanju številnih Slovencev. Ne? Ja, verjetno. No. Takoj, ko sem prišla na občino, ne, na to mesto, župan je, ne, tako se danes reče, sem pravzaprav ugotovila, da bo čez 4 leta, da bo ta obletnica, ne, 90. leta in da se je treba na to temeljito pripraviti. Ne. Tako da smo tudi, in smo ustanovili odbor, ampak po funkciji mi je pač pripadlo to, da sem tudi ta odbor prevzela, ne, vodenje tega odbora. Potem to cela vrsta kulturnikov predvsem bilo. Ne. No in smo potem pripravljali program zelo dolgo, tudi muzej se je zelo odločno, bi rekla, zelo angažiral v tem, muzejsko društvo že takrat. In tudi vsa kulturna srenja, vključno z vsemi, bi rekla, kulturniki, pisatelji, glasbeniki, slikari, vse smo poskušali vključiti v to, da se, no, glavni je bil seveda na glavni prireditvi je bila izvajana skladba, ki jo je izvajala Slovenska filharmonija pod vodstvom Marka Letonje, danes zelo znanega dirigenta Alda Kumarja, ne, na struni mehurja. In to se mi zdi, da je to zelo odmevno bilo in še vedno je to zelo lepo. Ne. Pa potem so bile razne razstave, predstavitve knjig, obnovili smo središče mesta, ne, in pa tudi takrat je sovpadlo, da smo v mesecu končali in je bila že pravzaprav poravnana in lepa, tako da nekako je mesto dobilo svoj lep izgled in teh kulturnih dogodkov je bilo res zelo veliko. Tako da mislim pa, da se je cela občina nekako res, cela občina, gospodarstvo in negospodarstvo, da so se vsi angažirali. Zelo sem zadovoljna tudi s tem projektom. Leta 90 ste končali mandat županje in se upokojili. To obdobje pa je tudi čas prvih večstrankarskih volitev, konec socializma, vrnitev večstrankarskega sistema. Kako ste osebno doživljali spet ta prelomni čas? Ja, gledajte, ta prelomni čas pravzaprav sem jaz nekako ob strani preživljala. Ne. Čim sem šla v pokoj, pa že malo prej, je hudo zbolela moja mama. Ne. In jaz sem potem bila 6 let angažirana samo z mojo mamo. Ne.
Imela je hudo starostno demenco, imela sem jo doma, ne, in ni bilo pravzaprav časa kaj dosti drugega razmišljati. Samo o tem, kako z dneva v dan, kako bomo preživeli, kako bomo šli malo ven, kako jih bom skuhala, kako bom sklicala zdravnika in tako naprej. Ne. Tako da jaz tega preloma nisem pravzaprav kaj dosti zaznala. Ne. Sem se pa kasneje, ne, ko po mamini smrti, po nekaj letih, sem se vključila spet v javno življenje, predvsem preko muzejskega društva. Ne. Ja, tukaj imam zapisano muzejsko društvo, raziskovanja, Skopoljev vrt, številni članki, posveti, monografija o žgalništvu. Ogromno dela ste imeli v zadnjih desetletjih. Ja, res. Moram reči, da sem bila res zelo angažirana. V muzejskem društvu smo se spet zbrali taki, ki smo bili zainteresirani, da se nekaj premakne na kulturnem področju v Idriji, ne. Tako da tu so bili Jože Čar, Ivana Leskovec, Tinka Gantar, Rafko Trpin, ne. No, zdaj se ne bom vseh spomnila, ampak posebej še moram pa omeniti, da so na to, kako smo mi, bi rekla, rasli kulturno, osveščeno v smislu poznavanja zgodovine in narave, veliko vplivala naša prijatelja dr. Darinka Sobol in dr. Tone Vraber. Ona dva sta bila člana našega društva in z nami sodelovala in nas vodila na izlete, predavala in to je bilo res tudi eno lepo obdobje. Če se povrneva ob koncu za trenutek še nazaj k knjigi, ko človek bere to vaše delo, se mu zazdi, da ima tako rdečo nit, ki bi jo najlažje poimenoval z besedo poštenost. Od zgodb iz časa Avstrije, Italije, začetkov Jugoslavije. Vedno ste bili načelni, pošteni in zvesti svojemu prepričanju, kaj je prav in kaj ni. Ja, tako so mi najbrž privzgojili. Taka je bila že moja stara mama, kar tudi opisujem, kako je nesla denarnico nazaj. Taka je bila absolutno moja mama, ki se ni pustila nikomur, niti za malo, ne, kar mislim, da je prav. In moram reči zase, še vedno mislim, da moraš narediti tisto, kar ocenjuješ, da je prav, in da moraš to zagovarjati za vsako ceno. Ampak to mislim res, da je privzgojeno. Kakšni so kaj odzivi na objavljeno knjigo? Ja, izredno dobri. To sem rekla, jaz nisem pričakovala, sploh nisem razmišljala o tem, jaz sem pač hotela napisati spomine. Potem, ko mi je Ivana Leskovec rekla, da mi lahko s svojimi izkušnjami pomaga, je to nastala knjiga. Z veliko bi rekla, in potem še Milanka Trušnovec, nekako tako bi rekla, te dve gospe sta mi pomagali, da je knjiga taka, kot je, in mislim, da je tudi na zunaj lepa. Drugače pa odzivi so prav izjemni. Prav izjemni, tega sploh nisem pričakovala. V uvodu knjigi ste zapisali modro misel slavnega španskega filmskega režiserja Luisa Buñuela, da nas spomin povezuje, da je to naše čutenje in da naš smisel in brez njega nismo nič. Ta knjiga ni samo vaš spomin, ta knjiga je spomin cele naše skupnosti. Ja, tako je, cele naše skupnosti. To povezuje, tako je. Gospa Ivica Kavčič, želim vam, da bi še vrsto let aktivno soustvarjali to našo lokalno skupnost, da bi živeli v miru in v zadovoljstvu. V imenu številnih prijateljev in znancev pa hvala za napisano knjigo. Res je dragocena za ta naš kolektivni spomin na ta prehojena desetletja. Hvala za obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor. Ja, hvala tudi vam za razgovor. Me prav veseli, da sem imela priložnost povedati, ne samo napisati ljudem. Vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.